Poslali ste življenjepis in motivacijsko pismo ter dobili vabilo na razgovor. Čestitamo! Ne pozabite, da se morate tudi na razgovor dobro pripraviti. V nadaljevanju vam bova predstavila 5 trikov za dober nastop na razgovoru. Če ste se prijavili na razpis za prosto delovno mesto, ga ponovno preberite. Preglejte tudi svoj življenjepis in motivacijsko pismo ter si pripravite odgovore na najpogostejša vprašanja, ki jih lahko dobite na razgovoru. Koristno je tudi, da pripravite in izvadite kratko samopredstavitev. Delodajalec išče nekoga, ki se bo dobro vključil v delovno okolje in ekipo. Nekoga, ki je vreden zaupanja, ter predvsem nekoga, ki mu bo pomagal doseči še boljše rezultate. Razmislite o svojih prednostih, zaradi katerih bi bili delodajalcu koristni. Ko ste na razgovoru, izražajte pozitivno naravnanost in veselje, da se lahko predstavite. Glejte sogovornika v oči. Če je sogovornikov več, pazite, da enakomerno razporedite pozornost med vse. Ne pozabite na govorico telesa, ki naj podkrepi vaše besede. Strokovnjaki za komunikacijo pravijo, da je pri ustvarjanju vtisa najpomembnejša prav neverbalna komunikacija. To je barva glasu in intonacija ter izraz na obrazu in drža telesa. Tisto, kar poveste k prvemu vtisu, prispeva zgolj 10%. Najpomembnejše pri vašem nastopu pa je, bodite to, kar ste. Razgovor je namenjen tudi temu, da sami bolje spoznate potencialnega delodajalca in ugotovite, ali si želite delati v tej organizaciji. Pred razgovorom si temeljito oglejte njihovo spletno stran in družbena omrežja. Poskusite pridobiti čim več informacij. Imejte pripravljena vprašanja za delodajalca, saj s tem izrazite svoje zanimanje. Pomembno je tudi, da po razgovoru zapišete svoje vtise. Kaj je bilo dobro in kaj lahko izboljšate? Kdo je bil prisoten na razgovoru in kakšne vprašanja so vam postavili? Ocena vam lahko pomaga v novem krogu razgovora ali pri pripravi boljše predstavitve v prihodnje. Če vas je delodajalec navdušil, mu lahko pošljete zahvalno pismo. Naj bo kratko, vljudno in konkretno. V njem lahko še enkrat poudarite svoje dobre lastnosti in prednosti, ki bi koristile organizaciji. Če vas zanima tudi, kako napisati boljši CV ali kako do odličnega motivacijskega pisma, vas vabiva k ogledu preostalih videov.